Ko govorimo o samooskrbi, je potrebno iz tega miksa samooskrb, kjer imamo, mleko preko 100, perutnino, pa vse do zelenjave na 30%, videti, v katerih panogah so naše priložnosti, kje smo tudi prehransko odvisni in je prav, da si zagotovimo doma in se teh panog lotiti. Tako mislim, da so zelo velike možnosti na področju zelenjadarstva, tudi na področju prašičereje, tudi proizvodne žit lahko dosežemo večje procente, čeprav pri žitih glede na naravne danosti teže kot, na primer v zelenjadarstvu in ostalih panogah. Zagotovo pa je ta samooskrba in pa ta prehranska varnost povezana na nek način z različnimi elementi in recimo v pogovoru z avstrijskimi kolegi sem dobil tudi njihovo razmišljanje, ki je zelo zanimivo, da razmišljajo tudi o tem, ali je mogoče ni premalo tudi silosnih kapacitet v državi, zato da neko stabilnost na trgu narediš in da se konec koncev lahko tudi oskrbiš z žiti, z temi surovinami takrat, ko so na borzah te cene najnižje oziroma tik po obžetvah. Naši predelovalci, mi moramo biti na njih ponosni, zato ker kmetujejo na dosti sonaravni način, ne poznajo grdih praks, ki so prisotne v Evropi in potem marsikdaj pripeljajo do takšnih in drugačnih prehranskih afer. Kljub vsemu, da imamo malo kmetijskih zemljišč, nekaj manj kot 900 kvadratnih metrov na glavo, torej tehta boljših ne, pa lahko osnovno hrano, kakor je recimo krušna pšenica, jo pridelamo za dosti. Prav tako pa lahko v nekaj letih bistveno dvignemo recimo proizvodnjo vrtnine. S kakšnimi problemi pri pridelavi hrane se vi konkretno srečujete pri svojem delu? Glejte, mi se konkretno srečujemo pri problemih zlasti zelenjave. To bom rekel čebula, tudi zelje. Zelje smo morali opustiti, ker nam z Ljutomera recimo, ker nimamo pošlihtane te verige, preko zadrug recimo, to bi morali obrati pot kot ima Nizozemska. Nizozemska, gledajte, kak trži zelenjavo, kak prodaja, bo rekel, seme po celem svetu, kak zvejo, bo rekel, rože in vse to preko borz in na vse kontingente tega planeta zjutraj sveže pripeljate. Žal, mi to samo gledamo, nič pa ne uredimo. Zadnje čase se veliko govori, bo rekel, o zelenjave, o samooskrbi, to bi lahko bila samooskrba 100%, ampak žal do tega priti pa ni tako enostavno. Glejte, Slovenija, bom rekel, je ena velika vas. Mi imamo, vsaka hiša ima svoj vrt. V Nizozemski nihče ne sme imeti vrta. In pol ti lahko planiraš toliko ton solate, toliko ton, bo rekel, fižola, britve ali karkoli, mrkevce, vse to lahko pol ti naročiš tako proizvodnjo. In če rečem, vi gradite hišo, posadite brejdo, posadite drevo, jablan, češnjo, ne vem kaj, imate to, bo rekel, gotovi čas, vse iz lastnega vrta. Jaz, če pridelujem zelenjavo, jo moram, bo rekel, prodajati vsak dan. Mene je treba zgraditi, jaz rabim hladilnico, rabim ljudi, ker eno delovno mesto na enem hektarju, to ne pomeni nič. Ti moraš imeti ekipo vsaj 10 ljudi, ti tudi zboliš, ampak ta zelenjava mora laufati kot švicarska ura. Pomeni pištek zjutraj 10 ton solate ali paprike ob 6 ure v zadrugi tam pa tam. Neki center, ki to, bo rekel, ta mreža, ki bo delovala preko zadrug do teh večjih mest, je treba seveda pripeljati z šleperje, ne pa z avtosko prikolico. Ker če vi peljete 500 kg čebule v Ljubljano, date toliko za bencin, kot boste stržili čebule. V okviru načrtovanja našega dela v prihodnosti smo usmerili ključne poudarke na eni strani na zemljiško-knjižnih operacijah, komasacija, namakanje, odprava zaraščanja, to je eno področje, da izboljšamo in pa varovanje zemlje in da s tem ohranimo in izboljšamo zemljiški potencial. Drugi del je poiskanje tudi priložnosti za slovenski tip kmetovanja in poiskanje priložnosti v naslednjem desetletju. Ključna naloga na področju kmetijstva je pa tudi temeljito pristopiti k organiziranejšemu nastopu tako na nabavni strani repromateriala, kakor tudi na prodajnih straneh in po organiziranju naročene proizvodnje za znanega kupca. Izviren greh, ki je nastal.
leta 1992, ko so prišli tuji trgovci v Slovenijo. Dali smo jim najpomembnejše lokacije v vseh večjih središčih in najpomembnejše lokacije so dobile, ampak smo tem trgovcem pozabili povedati, ja, to lokacijo dobite, s tem, da na vaših policah mora biti, bom rekel, 30 ali 50% slovenskega blaga. Ali pa še jim reči, tudi nekaj tega v procentih zapisati, pa morate ven peljati, ne pa da vse not prepeljejo. Prehransko krizo dva dejavnika napovedujeta. Prvi je, da je v tem trenutku že 1 milijarda ljudi lačnih, kot drugo pa izjemno hitra rast prebivalstva. Do leta 2050 se ocenjuje, da nas bo več za 2 milijardi, torej da nas bo 9 milijard. Da se ukrepati, ukrepe morajo biti v treh smereh. Prva smer je zavarovati naravne vire, zlasti kmetijska zemljišča, potrebujemo celo nova, potem pa razvoj takšnih sonaravnih tehnologij, ki omogočajo več proizvodnje, in kot tretje, kar je pa tudi pomembno, ni pravilno, da v Evropi skoraj tretjino hrane vržemo v koš.